Profesor Aleksander Osten, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljena. Povejte, kakšen pomen ima v tem geopolitično zelo nepredvidljivem svetu, ki deluje po čisto samosvojih in moralno zelo prožnih pravilih, prostor? Široko in kompleksno vprašanje, zdaj vprašanje, kje se ga lahko lotiva, ampak prostor je tista imanentna posoda, to je morda prvo, kar bi bilo zapovedati, v katero smo vsi položeni z rojstvom. In v času tega življenja, se pravi imanence, med rojstvom in smrtjo, nas obdaja, nas objema, je gnezdo in je posoda in je odprti prostor, nekako, ki nas v veliki meri determinira, torej, ki nas označuje, ki nas sooblikuje, ki ima zelo večplastne vplive na nas. In se le teh zelo premalo zavedamo. Od teh očitnih, recimo, ki so atributi sodobnega časa, znanosti, da lahko zmerimo vsebnost delcev v zraku, se pravi ekološki problemi, hrup, etc. Vse to je del tudi prostorske celovitosti in entitete, recimo, ki ima vpliv na naše, recimo, zdravje. Zdravje pa seveda ni zgolj fizično, ampak je psihofizično, ali pa če bi recimo razslojili človeka, pogojno rečeno, na te tri podstati oziroma tri entitete, telo, dušo in duha, vpliva na vse aspekte. In tudi prostor v sebi ima vse te aspekte integrirane in vse manifestirane. Mi smo seveda, kot ljudje, ki smo konec 20. in začetka 21. stoletja, dediči te materialne potrošniške civilizacije 20. stoletja, pa še prej, seveda od, bi lahko rekli, od renesanse pozne naprej, manj senzibilizirani za vse te subtilne vplive, ki jih prostor lahko ima na nas, na določene, ki so preverljivi, ki so pragmatično, pozitivistično preverljivi, recimo se lahko reče, se človek odziva oziroma se jih da detektirati, se jih da meriti. Se pravi, obstajajo ti kvantitativni aspekti in kriteriji vpliva prostora in ti kvalitativni. In ti kvalitativni, večkrat tudi nevidni, so težko merljivi in jih lahko po eni strani zaznaš, če si dovolj senzibiliziran, umirjen, tudi če imaš dovolj pozornosti, ponekod tudi znanja. Tako da tle bi lahko rekel, da po eni strani seveda ta prvi del, ki sem ga prej omenjal, ti zelo očitni atributi prostora, nekako pač danes bi lahko rekli tudi mesta, ki so uničena ali skozi vojne, ali uničena skozi hiperurbanizacijo, ali uničena skozi dominacijo prometa, ki obvladuje prostor, v katerem tudi bivamo, ali ekološko onesnažene, degradirana območja. Vse to so aspekti, recimo, te sodobne globalizacijske epohe, ki je prostor zelo degradirala, razvrednotila ga, nekako percipirala predvsem kot surovino, iz katere se lahko enostransko vlečejo stvari, manj se ji pa vrača. Ta simbolna izmenjava, ki je nekoč bila zelo pomembna v starih kulturah, daj dam, oziroma ta reverzibilnost, prostor-časje, čas je vedno integralen del prostora, tudi ga težko ločimo, ampak nam vedno daje. In tudi ta planet je zelo darežljiv in naše življenje je navsezadnje čudež, ob tem, da ima tudi vse te znanstvene atribute. In tega se premalo zavedamo in ne prepoznamo tega, nekako jemljamo vse kot samoumevno. Zato sem vas vprašala na začetku o temu pomenu prostora, kajti v povprečju nikoli nismo bili tako materialno varni, kot smo v tem trenutku, ampak je hkrati kriza smisla, kriza vrednot in skupnosti globlja kot kadarkoli prej. In se mi zdi, da se kolaps vrednot in kriza sveta manifestira tudi v prostoru. Ja, prostor je en tak lakmusov papir, kjer se pravzaprav vsi simptomi te patologije sodobnega sveta manifestirajo. Eni bolj očitno, drugi manj, ampak jih lahko vsakodnevno beremo ali pa pač študiramo stvari bolj poglobljeno. Tako da od te, kot sem že začel prej, ta hiperurbanizacija oziroma globalno osvajanje sveta z urbanimi, torej neobvladljivimi, tako rekoč, okupirani zemljišč, pokrajin, kulturnih krajin, na vseh kontinentih, na različne načine se to seveda manifestira v različnih družbah, so različni vzorci teh manifestacij. Ampak to je zajelo tudi tretji svet, nerazviti svet, skratka brez
pravih, recimo globinskih dolgoročnih premislekov, kaj vse to pogojuje, kaj na nek način mi prostoru s tem naredimo, ko ga na tak nepremišljen, zelo hitropotezen način, ki več ali manj hlepi ali po nekih demografskih zadovoljitvah, kar pa ponavadi tako na hitro roko tudi nima smisla, je treba kljub vse globinsko premisliti, kot seveda profitih, ki jih imajo tako imenovani developerji, ko v prostor investirajo, vedno v ozadju teh svojih posegov. Skratka, to je nekaj, kar povzroča v prostoru irreverzibilne rane in s tem zdaj moramo živeti, je pa to pravzaprav res kar težek davek, težka dediščina, ne, tako da v prostoru recimo po obeh vojnah nekako so bile vedno ti premiki zelo močni, nekako človeštvo je doživljalo travme, tudi deloma katarze in je skušalo se poslavljati od tega preteklega sveta, recimo po prvi vojni je bilo to tudi očitno, da se je modernizem oziroma rojstvo modernizma povezal z to povojno izkušnjo, ko je svet skušal vse, kar je bilo prej, če zelo poenostavim, pozabiti in zgraditi svet na novo. In je tudi v urbanizmu in urbanizaciji oziroma naselbinski kulturi šel v eno čist radikalno spremembo vzorcev, ne, recimo, ki jih je prej človeštvo poznalo, se pravi tradicionalna mesta dediščine, ulica, trg, parki, ne, vse obdano z nekimi uličnimi nizi, torej to je to klasično mesto, če zdaj zelo poenostavljeno reče. Modernizem je pa šel čisto v komplementaren model, se pravi prostostoječi objekti sredi zelenja, seveda tudi z nekimi premisleki, ki so imeli nek smisel, se pravi predihati mesta, ne, tudi slami 19. stoletja so bili tudi zelo obremenjujoči, predvsem Anglija in tako naprej, ampak predihati mesta, spustiti zelenje not, ne tako zgoščenih prostorov, posloviti se od ulice, od srečevanja na ulici in na trgih in narediti te prostostoječe, več ali manj bloke, soliterje, ne, to je bil model, ne, ki se je pa pol apliciral na različne načine in ta pozablja na to globinsko izkušnjo človeka, kjer se v nekem tem skupinskem nezavednem, zdaj če se na Junga vračamo ali pa še koga drugega, pač ta praspomin nalagal skozi stoletja in mi vse to nekako prinesemo tudi na svet. In zdaj, če ti to prerežeš in pretrgaš globinske vezi percepcije, doživljanja, dihanja in vibriranja z prostorom. Ne? In prostor ima vse to, razen teh fizikalnih lastnosti, ima zelo jasne tudi prostorske principe, ki zelo jasno kot neke vrste jezik definirajo atribute, v katere vstopamo in ga formirajo in mi na nek način oblikujemo ta prostor, ne, recimo, če govorimo zdaj o mestih in potem prostor oblikuje nas, jaz rad tudi to krilatico, gradimo hiše, potem pa hiše gradijo nas, uporabim, torej ta vzajemnost na nek način, ki jo premalo ozaveščamo, tisti, ki po eni strani stroka, morda malo premalo, predvsem pa tudi odločevalci, politika, ki pravzaprav bi se morala zavedati, da kako živijo njeni državljani, meščani, to je še kako pomembno za dolgoročno zdravje, tudi za ekonomijo, na vse zadnje, zato ker neka samorealizacija, prostor, ki te dviga, ki te vzpodbuja, ki ti pomaga, da lažje živiš, da živiš v okolju, ki je harmonično, ki je usklajeno, tako na prostorski ravni, v smislu urbanega, arhitekturnega, krajinskega okolja, kot v smislu skupnosti in medčloveških odnosov, kajti prav to kakovostna, recimo, ureditev prostora stimulira kakovostnejše odnose in obratno, kaotičen, razpršen, razbit prostor, ki ga imamo vse preveč tudi v naših prostorih, ta suburbanizacija, etc., na nek način krni potencijale, zapira povezave, ne omogoča prostorov srečevanja, kjer bi se neka manjša skupnost, pa tudi večja, dobivala, briše naravo. Na nek način je polno teh nekih odvodov oziroma učinkov, ki jih ta relativno slepi način okupacije in prostora nekako v sebi implicira. In prostor je v tem smislu pač žal postal plen, se že nekaj časa, ampak plen raznih interesov, ki se okoli njega na nek način srečujejo, ampak na grob način in seveda tekmovalen način, včasih seveda tudi na strašno
izključujoč in agresiven način in iz njega trgajo posamezne dele, nam pa ostaja pač to, kar je. Zdaj, danes smo v takem ambientu, ki govori o pa tej drugi plati prostora. Ne. Skratka, morda bi morali biti natančni pa reči, po eni strani ta temna stran vedno globje distopične realnosti, ne, v katero se je potopil sodobni svet, se pravi, utopije so bile presežene in tako niso imele neke realne osnove. Ta distopija pa slika svet oziroma ga daje nam v rabo v enih zelo temnih, apokaliptičnih, ne zelo optimističnih tonih. Po drugi strani, to je pa tisto, kjer pa kljub vsemu moramo in je nujno, da to omenimo, se pa senzibilizira človeštvo, sploh tisti, ki so zaveščeni o pomenu varovanja narave, biodiverzitete in seveda zdaj v našem kontekstu stare dediščine, zgodovinskih mest, tudi sodobnih mest, tudi dediščine 20. stoletja seveda, ampak vse, kar smo podedovali in kar se tudi prevečkrat jemlje kot samoumevno, ne, torej tega v tem hitrem, površnem načinu bivanja, percepciji, ki je od jutra do večera zgolj tekmovalno, delovno usmerjena, ne najde pa časa za ponotranjenje, za umiritev, za recimo kontemplacijo na temo resnih problemov ali pa smisla, ki ste ga prej omenila, ne, na vse zadnje je smisel lahko položen vse, kar počnemo. Ne. Ta brzina in ta sploščenost pa človeka pravzaprav malo odtrga na nek način in ga postavi v pozicijo, da komaj še zmore zaznavati to, kar je pa globje not. Ne. In tle pa zdaj seveda virtualizacija sodobna, ne, vsi ti mediji, ne, prejšnjem stoletju je bila televizija, ki je začela atomizirati ljudi, da so ostali doma in ne se več toliko srečevati, ne več toliko deliti svojih življenjskih izkušenj in tudi načrtov za bodočnost, to, kar je na vasi bila kot srenjska skupnost, vaški parlament, etc. Ali pa potem Švicari imajo še vedno neke vrste tako participativno demokracijo, kjer se odločajo odhod na trgih tudi. Ne. Skratka, to je šlo v franže, zdaj z sodobno IT tehnologijo, pametnimi telefoni in vse to, kar je izjemen napredek, mislim, ki je nepredstavljiv bil še par desetletij nazaj, ne, in je to po eni strani izjemno za pozdraviti, po drugi strani pa nas je to še bolj odtujilo od prostora samega, ne, od narave, od te urbane dediščine v tem afirmativnem, odprtem, harmoničnem smislu in tudi seveda od skupnosti, od medsebojnosti, od drugega, od tebe in od samega sebe na vse zadnje. Tako da je tudi cela hierarhija in paleta teh sestopov ali pa dvigov, ki razkrivajo tu eno dosti kompleksno povezavo človeka z prostorom, ki zadnje čase tudi recimo znanost se malo približuje, nevroznanost recimo, ki skuša odkrivati, kje so ti naša območja, ki percipirajo recimo tudi prostor, vse se že skoraj razgradilo v možganih in definirano. Seveda se k sreči nikoli ne bo prišlo temu do konca, ne, ampak kljub vsemu to raziskovanje je zanimivo, ker demonstrira, da je vse naše čustvovanje, naše razmišljanje, naša percepcija, se pravi zaznavanje vsega, kar je okoli nas, ampak veččutno, ne zgolj okulocentrično, ne zgolj skozi oči, ampak skozi tip, ne, torej taktilno, haptično, skozi sluh, skozi von, ne, in tako naprej. Vse to je integrirano v eno celostno izkušnjo, ki je pravzaprav zelo težko analitsko razbiti oziroma razgraditi ali pa dekonstruirati v posamezne aspekte in reči tak, ne. Tako da, ko se znanost z enim zgolj aspektom ukvarja celo življenje, tudi je to zelo zanimivo in pridejo zelo globoko lahko v snov, v substanco, ampak pozabljajo pa na celoto večkrat, ne. Tako da moramo celostno to zajemati in zato je ta celovitost, ne, tudi o tem smo govorili še pred leti, celovitost, ki celi, tu je v slovenskem jeziku zelo natančno ta imanentna lastnost prostora tudi zajeta ali pa celjenja. In še druga reč, ki smo jo tudi s prijatelji večkrat odpirali, je to, da prostor v sebi v etimološkem smislu v slovenščini nosi pomen prostosti, ne. Je drugače kot recimo v nekaterih drugih jezikih, ne. Primerjali smo to z angleščino, ki ima environment, ne, recimo ima žico oziroma ima neko razmejitev, ne. Pri nas pa je to nekako položeno
v jedro jezika, tako kot tudi svoboda, povezana s to prostostjo, je povezana tudi lahko na nek način z interpretacijo, da svoj bodi, ne, in boš svoboden. Ne. Se pravi, slediti temu, kar ti je položeno, po eni strani v zibko in potem odpirati in rast in biti občutljiv na vse, se pravi, medčloveške odnose in na okolje in na prostor. Zdaj sva malo razširila pa popotovala, ampak... A je kultura bivanja dovolj sprejeta med javnostjo, da je to tudi del kulture Slovencev, tako kot jezik, tako kot literatura, tako kot šport? Razumemo Slovenci kulturo bivanja kot našo kulturo nasplošno? Ali se moramo tega še priučiti? Mislim, priučiti morda tudi ni čist edini izraz, ki bi to pokril. Mislim, da smo žal premalo, no. Mislim, da imamo eno težko dediščino mi še posebej tu, ne. Zdaj, če sva prej govorila o vojnah, pa o tem na nek način grajenju novega sveta, ki je skušal pozabiti preteklost, ne. To je po drugi vojni je bil ta drugi val izgradnje Evrope in pač hitre gradnje stanovanj, ki so bili tudi večkrat utemeljeni razlogi, ker je bila porušena delova Evropa in tako naprej. Mi smo imeli pa še ta sistemski prijem, ne, na nek način, ki je začel šteti skoraj, zdaj, če rečeva, v karikiranem smislu štetje od vojne naprej. Ne. Torej, novi svet se tu začne, vse, kar je bilo prej, je imelo neko kapo in oznako pejorativnega, družbeni sistemi, ki so bili prej, so bili nepravični, etc. Torej, vse, kar je bilo staro, je bilo na nek način malo s pečatom zaostalosti, konzervativnosti, neprimernosti za ta sodobni svet, ki se je gradil tako progresistično na novo, ne, seveda proletarsko in tako naprej. In še danes žanjemo ta bumerang povojne generacije. Mislim, da to je ostalo globoko v mentaliteti. Ne. Ljudje so dobili tudi z politične strani kot neke vrste socialni korektiv možnost, da na svoji parceli pa oni ustvarijo svoj svet, zato ker v tem sistemskem seveda ni bilo glih zaželjeno, da razmišljaš po svoje, oziroma si bil pa hiter. In tam se je pa pol pozabilo na tradicijo, ne, zato ker tudi se ta polkmetski status Slovencev, ki so šli ki smo po poreklu bolj iz podeželja kot iz mest, ne, čeprav imamo oboje seveda v svojih genih, ne, v mesto, ne, torej malo na kmetiji, v mesto, tu so vsi ti sodobni atributi bili prepoznani, kako si napreden in kaj je treba demonstrirati navzven tudi družbi, da boš naprej. In so nazaj nosili vse te pač pridevnike, kaj je sodobno, na pol ravna streha z salonitno kritino, te hiše kocke, prislovični slovenski transformatorji, ki so stali od Prekmurja do Primorske, od Gorenjske do Bele krajine, torej tipologija, ki je bila abstraktna, sterilna, jalova, dvignjena od zemlje, na vse 4 strani hiše se je nekako odzivala na enak način, brez tega, kar je bila stara modrost postavljanja hiš v prostor, naselij, orientacija, osvetlitev, naslonice na rob gozda, odpreti do pol, ne zazidovati pol, ne postavljati sredi parcele hišo in pol, ne vem, plote okoli in sosed ima tudi drugo in brez skupnih prostorov. Skratka, vse to se je tudi institucionalno dopuščalo, ker je ta tako imenovani institut nadomestne gradnje to omogočil, ne, ti si lahko pustil domačijo. Tudi ni bilo nujno, da jo porušiš, ne, so jo pustili, da počasi propada zraven, to se je smelo, ne, pa si postavil to visoko kocko, ker si gradil za 3 generacije, ne, nekako, ne. In tega smo poerbali dosti, ne. In tam se je po moje ta nekak stik, ta vez, ne, z tradicijo, ki se je drugače vlekla. Dobro, že prva... A bi se mogli že takrat arhitekti glasneje oglašati? Seveda, mislim, stroka... Je fino, da je budna, angažirana, etično, z neko pokončno držo, ampak vidimo, ne, pri stroki je večkrat tako, da je oportuna, da se skloni, da dela tako, kot gospodari ukazujejo in da je servis, tudi zato, ker marsikdo misli, da bo zgubil projekte, če bo preveč glasen ali pa če bo oponiral. Vem, da nas je en starejših kolegov je rekel, ne moreš roke, ki te hrani,
kritizirati oziroma grizniti ali kakorkoli. Skratka, teh metafor je dosti. In arhitekti tudi v zgodovini arhitekture so večkrat tudi z vladarji sodelovali oziroma z inštitucijami in nekako večkrat tudi v sodobnosti imamo dosti teh primerov. Zvezdniški arhitekti, ki delajo za režime, ki so zelo avtokratski, pač palače in izjemne, na videz izjemne strukture, rečem raje kot arhitekture. In se jim to ne zdi problem. Skratka, ta etični prak je tudi oseben, ni zgolj zapisan v kodeksih etičnih zbornice, društva, etc., ampak mora vsak zase presoditi, kje je tisti prak, preko katerega ne prestopi. Tako da stroka mora biti in bi bilo seveda bistveno boljše, ampak smo imeli tudi kritične arhitekte in tudi kritične, recimo, odzive. Stroka se je v 60-ih že tretjič zbrala, da bi bila proti podvozom Ljubljanski železnici in da bi železnico poglobili. In na nekem, to so zdaj take zgodbe iz preteklosti, ki jih sami niti nismo doživeli, ampak smo jih prebrali ali pa slišali o njih in so v eni večji dvorani tam čakali, urbanisti, arhitekti, gradbeniki in tako naprej, več ali manj precej zedinjeni o tem, da bojo to stališče, ki so ga tudi zapisali, predstavili politiki. In pa je prišla politika, vrhuška, in so sam rekli ne. In sploh ni bilo, v tem bivšem režimu pač ni bilo dosti možnosti za neko odprto debato. Nisi smel biti, torej lahko si bil mini verjetno kritičen. Tudi vi ste bili v ekipi, ki je predlagala, da bi bila železnica v Ljubljani speljana pod zemljo, da bi se ta prostor Bežigrada in centra povezal in nekako zadihal. Ja, ampak to je bilo že v novodobnih časih. Se pravi, na prelomu iz prejšnjega tisočletja od tega, pa je bil natečaj 2.2, kjer smo dejansko kot edina ekipa kljub propozicijam, ki tega niso dovoljevali, rekli, da je zadnja možnost, da se to naredi. In bi bilo dejansko mogoče, tudi Evropa je odprla mošnjičke, tudi naša takratna komisarka je rekla, samo zmenite se, vse se da, se stimulira taka trajnostna gradnja oziroma umikanje infrastrukture pod zemljo in zato, da se lahko bivanje, tu smo zdaj spet pri bivanju, ali znamo to ceniti, na koti plus minus 0,0 pač poveže. Ampak ni bilo političnega razumevanja, niso se tudi te inštitucije medsebojno uskladile. Železnica, ki je tudi en tak dinozaver, mesto ni kazalo nikoli razumevanja, čeprav je pri prvih volitvah, mislim, da 2006 tudi ta bodoči župan, tudi s tem mahal, pa tudi ostali kandidati, ampak to je prekompleksen projekt, zgleda za njih, so pa še druge teme verjetno, ki so not vključene, da bi se ga lotili. Rajši te manjše, kjer se hitro učinki kažejo, profiti in kjer ni vizije, to je tudi ena taka, kjer ni vizije, vladajo provizije. In to je pri nas tisto, kar v veliki meri opredeljuje naše stanje stvari, tudi v odnosu do prostora. Žal, mislim. To ozaveščanje, kaj bivalna kultura, ki ima zelo široke in globoke korenine in široka krila, nekako se počasi prebuja. Moramo reči, da tudi senzibilizacija odnosa do dediščine se pri ljudeh ponovno prebuja. So ljudje v tej komisiji, v kateri smo z Združenjem zgodovinskih mest, kjer skušamo najlepše prenove ali pa najboljše ali pa kakovostne, uspešne prenove nagrajevati vsake 2 leti in se trudi. To je bilo po moje naslednje vprašanje. A na terenu, kot član komisije Hiše prenove, ki deluje pod okriljem Združenja zgodovinskih mest, opažate nek optimizem, kar se tiče kulture bivanja? Namreč tam so posamezniki, ki s pomočjo tudi institucij, včasih pa tudi na lastno roko, zelo lepo obnovijo objekte kulturne dediščine, svojo družinsko srebrnino, če tako rečem. To, kar si gremo mi ogledati, je že en tak cvetober. So že prijavljanje in nabrani kandidati za priznanja oziroma za to, da jih pohvalimo in tako naprej. In so to večinoma tudi eni izjemni primeri, kjer se vidi po eni strani, da lahko družine kljub tem neprijaznim obrazom časa, kot so bile polpreteknega časa v prejšnjem stoletju in tako naprej, in seveda tudi sodobnim, torej ni zgolj ta prvi del 20. stoletja oziroma druge polovice 20. stoletja bil problem, ampak tudi ta udor ponovno
kapitalizma, če tako rečem, oziroma tega srka, nekako developerskega, tudi ki je pa začel grabiti prostor še dosti bolj divje. Ljudje so pa na nek način iz teh sterilnih kučic pač si pa želeli gradove začeti delati. To, kar je prej bilo pritisnjeno in ta egalitarnost, ki se ni smela manifestirati v različnosti in individualnosti, je zdaj pa dobila drugo plat, ne kot nihalo, ki zaniha v drugo skrajnost. In smo dobili pa zdaj seveda te podobe naselij, kjer barve kričijo po svoje, kjer nakloni streh plešejo, kjer so kritine, ki so peta fasada. Kaj vas najbolj boli, ko opazujete sodobna slovenska mesta, še posebej zgodovinska mesta? Gledamo posledico šopingizacije? Tudi to. Ampak da morda zaključiva to temo, nekako vse to je tudi prišlo v prostor in ker prej sva bila pri dobrih stranih, jaz sem zdaj spet malo zavil v to kritično, ker ko gremo gledati te hiše, hočeš, nočeš, srečujemo v naši naselbinski dediščini, v kulturnih krajinah grozne rane, grozen kaos, za nas grozen. To so morda za marsikoga preveč močne besede, ampak če si po eni strani mal, recimo, res senzibiliziran na to, po drugi strani še strokovno se zavedaš, kaj vse to pomeni in kakšen vpliv ima to na ljudi, pa si zgrožen, kaj se je naredilo v tem času, recimo dobrih 70 let za Slovenijo. Ene regije so pri tem bolj obremenjene in imajo več tega prostorskega kaosa, urban sprawl, rečejo Angleži, te disperzne gradnje, ki se kot neko rakasto tkivo razlezla po pokrajini. Se pravi, to so tudi celice so zbezljale, to je ena taka spet primera, morda ni treba direktno vzeti, ampak kot metafora lahko šteja. To, kar v našem organizmu sodeluje v neki harmonični povezavi, tudi logistični, notranji, ta izjemna inteligenca tega bitja, dokler je skladno in dokler je na nek način v sebi tudi umirjeno med temi duhovnimi in fizičnimi platmi, to deluje. Ko pa enkrat eskalira, pa tudi celice podivjajo in to je ta naša kulturna krajina v nekaterih, rečemo cirka v polovici Slovenije, deluje tako, določene regije so malo bolj čuvale, kot Krast, del Gorenjske in tako. Ampak, pa pridemo mi do teh domačij, kjer so pa stari starši, pa zdaj pa že vidimo tudi mlade generacije, razumeli to časovno vertikalo, ki gre skozi prostor, ki nas povezuje med zgore in spode in tudi duhovno, ta axis mundi, os sveta, ki nas globinsko utke v prostor in nas hkrati odpre tudi v univerzalno, v to, kar, ali pa v transcendenčno. In oni živijo to in kljub tem pač nenaklonjenostim časa, ki tega ni gledal z veliko naklonjenostjo, so oni obnavljali, vzdrževali, vsaj to je najmanj, kar je potrebno, minimalno vzdrževati, da ne propade, skrbeti za to, da se ta dediščina moje babice in deda prenaša naprej. Je ganljivo in to videti te res, po eni strani te res gane, nekako si kar čustveno se te dotakne in tega je po celi Sloveniji kar nekaj in pa vidiš in odkriješ na ta način tudi, pač ne vem, lani v tem Cerkljanskem kotu, take lepe primere, pa tudi drugot, ampak včasih so čisto skriti in anonimni in ljudje tudi tega ne obešajo na velik zvon in to niso priznanja za konzervatorje, arhitekte, ker so konzervatorji vedno, Zavod za varstvo kulturne dediščine, ne vedno, niso vse hiše zaščitene na terenu, ampak so pri takih prenovah, sploh kot je tle, recimo, vključeni in so ključni strokovni del celotne zgodbe, pa arhitekti, ko so zraven tudi, ampak to je priznanje za lastnike, ki so skrbeli in še vedno skrbijo za svojo dediščino. Skrbijo, da jo prenavljajo in včasih tudi zelo sodobno, ohranjajo ključne atribute svoje dediščine, objekti ostajajo, lupine več ali manj ostajajo, celota neke domačije še govori, ampak lahko tudi kaj dodaš, seveda spet občutljivo, strokovno, zelo utemeljeno, lahko prenoviš znotraj, zelo sodobno, nekako, odpreš stene, odpreš kakšno okno bolj, etc. Skratka, vse to je legitimno, standard moraš dvigniti, seveda tudi na raven današnjega življenja ne moramo živeti 200 leti nazaj, skratka, to ni nek romantizem, recimo, ali pa neka nostalgija
enoznačna, ki bi rekla, da moramo obnavljati ali pa živeti v mestih iz 18. 19. stoletja in da moramo zdaj rekonstruirati zgodovino na ta način, ampak jo na novo reinterpretirati, s tem, da pa osnova ostane, ker ko gremo, ko me vi povabite ali pa jaz vas zdaj na kavo, potem recimo gremo v staro mestno jedro, zato ker je šarmantno, zato ker te navdihuje, ker je to doživetje, vsak vogal, vsak zamik ulice odpira ima svojo zgodbo, svoje življenje. Ima svojo zgodbo in to občuduješ in tako kot lepo vreme, zdaj, če je to spet neka primerjava, zjutraj, ko te sonce pozdravi, si takoj malo boljše volje, kot če je vse zaprto. Pa sva prišla do teh starih historičnih zgradb v zgodovinskih mestih, ki predstavljajo izjemno priložnost, tudi kar se tiče prenove. Ni potrebno vse graditi na novo. Neke stvari je tudi vredno obnoviti, govorimo tudi o velikem fondu zapuščenih hiš znotraj zgodovinskih mest. Ja, to je zdaj pa že kar nekaj časa jasno, vsaj v Evropi, tudi Evropa ima svoje mehanizme, kot je novi evropski Bauhaus, kot je Davoška deklaracija, skratka, kot je, Nemci rečejo temu izrazu Baukultur, mi ga nimamo čisto dobesedno prevedenega, ampak to bi lahko rekli bivalna kultura, arhitekturna, gradbena tudi. Vse to zdaj že vsaj 30 letja govori o tem, da je treba prenavljati primarno. Pri nas capljamo zadaj, sicer se zdaj to tudi o tem več govori, ampak še vedno je marsikje nekako tako konotirano po moje neprimernih kontekstih, od ideološkega do kapitalskega, ker je to predrago, etc. Ampak če izgubimo mi to, kar Angleži rečejo, tudi ta embodied energy, se pravi ta utelešena energija, ki je seveda večplastna v teh objektih, izgubimo tudi spomine, izgubimo bistveno ponavadi bolj zdrave lupine za bivanje, ker so ti materiali bili zdravi, stari, skoraj vedno premišljeni, vzeti iz takšnih kamnolomov ali opekarne, opeka strešniki, da ta stari so še danes bolj zdržljivi kot novi, zdaj če zelo posplošimo. V primerjavi z temi sodobnimi tankimi betonskimi zidovi, izolacijami, ki so večinoma sintetične in raznimi zaporami, danes je to znanost, kaj vse moraš v fasadnem pasu hiše not stlačiti, pa še eventualno kovinske fasade. Faradejeve kletke. Mislim, in to, ko primerjaš, gre tudi za neko, recimo, pač patologijo, ne zgolj to, ki jo definira napačna urbanizacija, napačno arhitekturno oblikovanje, ampak tudi materialnost, ki seva, ki je lahko toksična, ki lahko v nekem prostoru pogoji dosti več simptomatike, te bolezenske pri ljudeh tudi, in tega se tudi vse premalo zavedamo. Biologija gradnje. Ja, gradbena biologija. To so kolegi že pred 30 leti, dva smo imeli tudi, ki sta to študirala, pri nas se tega ni dalo, in ki so seveda tudi že znali povedati dosti natančno, kaj se v kakšnem materialu skriva na kemijski in fizikalni ravni, kako on seva, kako vpliva na človeka, na naše zdravje. Danes je recimo na nivoju mikroplastike to jasno večini. Manj pa pri tem, kaj se skriva v materialih, ampak je zelo bistven element in se tudi to počasi prebuja pri nas, tako da prihaja kot val tudi od zunaj. Pa tudi zunaj je seveda tako, tisti, ki so senzibilizirani, to spoštujejo, skušajo spoštovati, skušajo to integrirati tudi v svoje zasnove, v svoje hiše, v svoje interierje, etc. Tisti, ki ne, pa manj, oziroma marsikje je stroka še vedno zelo na tej formalistični ravni, se pravi zgolj podoba, zgolj ta okulocentrični, pa seveda v antropocentričnem svetu, v antropocenu živimo itak, ampak ta okulocentrični, se pravi zgolj optični aspekt, ki se ga da prodati v reviji ali pa za nagrade, in to je pomemben, medtem ko ta resnično bivanje, ki ga pa šele prebivalci pa preverijo in ki lahko dajo neko povratno informacijo, pa bistveno manj. Ampak to se spreminja. A vas straši dejstvo, kako zelo hitro izgubljamo javne prostore, kako se nam krčijo ti odprti prostori med posameznimi stavbami? Arhitektura s tem izgublja svojo terapevtsko odprti prostori, skupnost s tem izgubljamo, prostore, kjer se mi kot družba lahko zbiramo.
to je spet morda malo povezano s tem tudi, kar sva prej v enem od prejšnjih vprašanj oziroma odgovorov odprla, ne, ta odtujenost človeka zaradi tehnološkega primeža, ne, torej digitalizacije, zdaj še umetne inteligence in vse, kar ima tak močen srk, sploh na ta mlade, vidiš, da jih čist potegne, ne, zdaj spet ne bi rad posploševal, ker niso vsi tako in se tudi marsikdo tega že zaveda, ne, in je prostor pol tisti, ki to nekako lahko uravnoteža, kjer se mi v resničnem prostoru srečujemo in izmenjujemo izkušnje in živimo in se objamemo in se pogovarjamo o skupnih stvareh, skupnih prioritetah, o vsem, pač, kar nas druži in tudi razlikuje, ne, seveda, odprti debati. Ampak odprti prostori, ki ste jih zdaj načela, so pa tisti auditoriji, tisti odri življenja. Prostočasja. Ja, recimo, ja. Kjer pa se res največ srečujemo. Ne. In to je sploh, seveda je to spet kulturološko malo pogojeno in geografsko, ne, na jugu Mediteranu je tega več kot na severu, ampak zdaj tudi severnjaki imajo tega že dosti, če ne drugače pokrijajo ulico, ne, pa tudi kavo pijo in se tudi družijo in vedo, da je to pomemben del življenja. In to je tudi stroki zdaj tema, ki je prisotna. Ne. Mislim, da to je treba kljub vsemu priznati, da dobro, nekatere evropske države kot Španci so to sistematično začeli že pred 30 leti prenavljati majhne trgce v okolici Barcelone, participativno z lokalno skupnostjo definirati, kaj rabijo, kako bojo to oblikovali. In pol je oblikovalec, arhitekt, krajinski arhitekt bil neke vrste medij, posrednik med skupnostjo in med naročnikom, ne, recimo občino, in so to preoblikovali in se na ta način so se ti mali centri, torej tudi ta decentralizirani okoli, ponovadi je bilo zgodovinsko jedro, ne, ampak okoli, so dobili svoj prostor za druženje, so dobili svoje male knjižnice, so dobili svoj male javni program, svojo urbano opremo, ki je prijazna, ker se z veseljem pol sedeš, imaš fontano, kjer voda žubori, dreves dovolj, ne, se pravi ta zeleni sistem, da ne se reče zelena infrastruktura. Prostor, kjer se oblikuje skupnost, ne? Tako, ja, no, mislim, in naša temeljna pravica bi mogla biti, oziroma odločanje o prostoru bi moglo biti naša temeljna pravica in tudi dolžnost. In to bi mogli govoriti mladim generacijam v vrtcu, v osnovnih in srednjih šolah. Ja, se po eni strani imamo v teh pač dokumentih, ne vem, UNESCO, tudi naše ustave, etc., to pravico do svojega prostora in bivanja imamo napisano bolj ali manj posrečeno, ne. Recimo, eni od redkih, ki imajo arhitekturo ali pa arhitekturno kulturo zapisano v svoji zakonodaji, so Francozi in s tem se začne tudi njihov zakon o arhitekturi, da je kultura bivalna ključna. No, ampak, da se vrnemo nazaj, to je kar zelo bistven element, da si ponovno izborimo, ne, se pravi ta pravica, ki ste omenili, da si ponovno izborimo to pravico na nek način, da prostor lahko delimo, da ga živimo skupaj in da je vitalen impuls, ki nas na nek način tudi lahko osrečuje, ki nas napolnjuje, ki nam daje vedenje in znanje, skozi katerega rastemo in ki ga na nek način živimo tudi kot nek ožji, srednji in širši dom, ne, torej širši dom je naš planet, itak delimo in ki ima zelo podobne na nek način tudi, če globinsko pogledamo, vzorce urbanizacije, ne, tiste stare, ki so se vlekli v vseh dobah in ima tudi zelo podobne pač na nek način človeške afinitete. Ljudje smo na vse zadnje vsi v jedru in v osnovi pač homo sapiens in človečnost smo si sorodni, pa se pa stvari začnejo manifestirati, te razlike. Tako da to je kar bistvena tudi ta participativna nota, da se ljudje morajo, da se skupnosti morajo zavesti, tudi pri nas v manjših mestih, ki ste jih prej omenjala, v velikih, ne, zdaj recimo neposredno primer Križank, kjer skušajo iz Križank, ki jih je Plečnik prenavljal, en od zadnjih projektov v poznih 50-ih, ne, in jih je prenovil tudi za oblikovalsko šolo in od nekdaj, festival je prišel kasneje, ampak sobivata nekako in to, da je tam mladostno, da so tam bodoči umetniki, ki odraščajo v
tako stimulativnem, takem inspirativnem okolju je za njih zelo bistveno. Bistveno je pa tudi za mesto, ne, da mesto ne živi zgolj od turistov ali pa zgolj od tistih, ki imajo cajt, da malo kofetkajo pa to, ampak da študentarija, dijaki prinašajo ta vitalni impuls. Ljubljana ima to v sebi in ga želijo izseliti srednjo šolo in tja not pač festival bi vse dobil, to je seveda MOL v ozadju in ali, ne vem zdaj, kaj so vse, niti, ker je to malo pod preprogami, ali bo to butični hotel, ali bo skladišča dodatna, ali bo rezidence za te, ki pridejo na festival. Ampak vse upam, da to ne bo uspelo, ker pobuda in rezistenca je kar močna v stroki, v širši javnosti, oglašajo se ti, ki so v Križankah živeli, se vzgajali, hodili v to srednjo šolo in so postali pomembni. Česa vas je strah, kar se tiče slovenskih mest? Mislim, strah nas krni, ne? Pravega strahu na ta način. Uniformiranosti? Ja, uniformiranost je seveda eno. Drugo je pa to, izhajajoč iz prejšnjega vprašanja, tega, da še vedno ni razumevanja za to, kar je kultura naših naselbinskih jeder, od vasi do mest, in da to moramo znati čuvati tako kot punčico svojega očesa, tisto, kar je res kakovostno. In seveda vstopati not tako občutljivo in tudi strokovno in tudi v sodelovanju z skupnostjo, ki tam živi, da nadgrajujemo to in da nadgrajujemo mesta bolj navznoter kot pa navzven. Se pravi, ne dopuščamo več, da bi se mesta tako kot v 20. stoletju, pa še zdaj deloma, širila na polja rodovitna, da bi na nek način ta eksplozija, ki je bila imanentna v 20. stoletju, bila tako močno manifestirana v prostoru, ampak znotraj. Znotraj pa tudi seveda zelo natančno ovrednotiti, kam in koliko lahko posegaš. Ne, da zdaj pa pozidaš vse zelene površine ali pa da delaš stolpnice v neposredni bližini mestnega jedra ali pa celo v mestnem jedru, etc., etc. Tako da ta trajnostni razvoj, morda je včasih bolj, da mu rečemo vzdržni, ta ima v sebi tudi obe plati. Ne? Po eni strani je seveda zapisano v definiciji, da je to tisti razvoj, ki je toliko pozoren na to, koliko razvoja še si lahko privoščimo in na kak način, da bomo svet predali zanamcem še kakor toliko celovit in v stanju, kot smo ga prejeli. Ne? Prenovo si lahko privoščimo. Prenova je gotovo eden od, zdaj imamo House Europe je iniciativa, ki je, mislim, za podpisati zdaj do konca tedna, ki zagovarja to, da bi Evropska komisija, Evropa morala to v zakonodajno, da kjer je le mogoče prenavljaš in da ne rušimo več. Ne. Jaz imam, tako, ker si rišem diagrame za predavanja, že vsaj 30 let tudi ta reurbanize, don't destroy in tako naprej. Skratka, skušaš ozaveščati tudi skozi take piktoideograme, ampak nasploh je ta zaveza toliko daleč, da ta pobuda je vseevropska. Vprašanje, če bo izbrali dovolj podpisov, ne, ker ta zavest tudi zunaj do te ravni še ni razvita, ampak recimo, ne vem, Nemci so že napovedali, do 2030 se še gradi, pa ni več individualnih hiš. Mislim zdaj, če sem natančno to prebral. Ne? Se pravi, sploh ni več možnosti, da bi se nova naselja delala, ali pa zelo oteženo sistemsko z gradbenim dovoljenjem, etc. Ampak je znotraj toliko potencialov, da se da to dejansko rešiti znotraj naselij. Ne? Ko govorimo o mestih, je pa ena izmed vaših bolečin podzemlje Ljubljanske tržnice, ne? Ste del iniciative Tržnice ne damo, kaj ti menite, da bi z gradnjo parkirne hiše ne samo materialno dediščino uničili, predvsem pa duhovno. Malo je znano, da je na območju Vodnikovega trga bilo njega dni, eno največje pokopališče v Ljubljani. Ne? Ja. To je bilo prvo pokopališče pravzaprav in pol v 3 plasteh, se mi zdi. Ne? Tudi frančiškani, kjer smo danes, ne, recimo, so imeli tam pokopališče in tam so se znamenite slovenske družine, so imele svoje grobove, svoje grobnice. Tudi Torjaški, tudi Auerspergi, ki so imeli sploh poseben način pokopavanja. Skratka, ja, to je ta najglobji aspekt problema tega, ne? Se pravi ta pietetni, duhovni, recimo odnos do prednikov, odnos do dediščine v tem smislu kulturološko-duhovnem, ne, kaj so vse, recimo Auerspergi, 800 let kontinuirano tu živeli in skrbeli za tudi slovensko kulturo in se zelo povezovali z
podeželjem, kjer so bili. Zdaj, seveda ne glorificirati, ampak so bili, so tudi slovensko govorili, etc. Skrbeli za lokalno gospodarstvo, ampak bili tudi seveda borci, ki so branili cesarja, pa branili dol mesta, Trst in tako naprej. No, skratka, to je en aspekt, ki je neviden oziroma ki se ga premalo zavedamo, pa je pa še en kup drugih. So taki, ki se začnejo z UNESCO-om, z Plečnikom, ki ga imamo tam, ki pravzaprav smo ga zaščitili pred par leti, dobili to, kar ni proces, ki gre tako skozi, ampak je kar dolgoročen in se moraš truditi, da to univerzalno vrednost kulturne dediščine utemeliš in dokažeš in da to posebnost tega arhitekta in v teh definicijah, zakaj Plečnik, so definirani prav ti odprti javni prostori mesta kot tisto, ki so humani, po človeški meri oblikovani, etc., ki zaradi njih je najbolj dobil on to aureolo svetovne dediščine. In tu bi zdaj ob teh tržnicah, ki so neke vrste odmev starogrške stoje, ali pa tudi agore, deloma rimske, no, tu bi zdaj bi šlo mesto v to, da gre z višino, globino več kot 200 metrov, z 4 etažami in neka garaž zraven. Zraven imamo pa vrhunsko kulturno dediščino, razen Plečnika. Sploh ne bi rabili UNESCO nominacije, ampak ta je še toliko bolj pomembna zraven, recimo, da dodaten pomen, recimo institucionalen, ali pa nominalen. Imamo pa semenišče, z semeniško knjižnico, ki je, tam imamo Kvaljeve freske, to je neverjetna baročna dediščina, skoraj nedotaknjena še od začetka, torej od gradnje nekako. In je javna knjižnica bila tudi taka kot deklarirana, dolgo, kot je zdaj tudi ta, recimo, javna. Nekako. In imamo potem še zraven torej župnišče in srednjeveške hiše na severnem, oziroma prislonjene na rob grajskega griča, nekako, ki bojo tudi z temi plitkimi temelji srednjeveškimi bojo ogrožene verjetno. Imamo vse vode, ki pritiskajo dol in ki bi lahko s tem jezom, ki bi ga naredili z tem ogromnim betonskim klocnom, tem ponorom tu zaustavili, jih preusmerili in voda je nepredvidljiva in bi šla gor in bi se jezera ustvarila manjša. Skratka, nekaj, kar sicer pravijo, da so vse preštudirali, ampak teh stvari pravzaprav ni mogoče, tudi jih niso, ampak tudi simulirati z modeli tega ni mogoče, kaj se vse lahko zgodi. Je pa dejstvo, da je že gradnja Mesarskega mostu upogojila razpoke na semeniški knjižnici in to so freske, recimo, ampak to je samo ta najbolj vrhunski del te dediščine, recimo, kjer je tudi slikarstvo povezano z arhitekturo, kjer je pohištvo in vse not in te inkunabule in stare knjige. Razpokale so tudi stavbe, na Kongresnem, ko se je gradila garaža, je Uršulinska cerkev razpokala, so sosednje stavbe razpokale in je tam manj osrčje mesta, je extramuros, kot bi rekli, je zunaj srednjeveškega obzidja. Nekako tu smo pa znotraj. In je spodaj en kup tudi arheologije, ki je izjemno kakovostna. Tam imamo tudi, ko prijemo z Poljanske, je tako imenovani Barbikan oziroma obzidje krožno, je spodaj celo mesto, ki sta ga raziskovala arhitekta Kovač in Kerševa in naredila en kup predlogov, kako bi se to dalo v smislu muzejskih suterena tam v tem severnem delu trga predstaviti. Ampak ni za to razumevanje, to zdaj lahko rečeš, je to zdaj business as usual, ali je ta laissez-faire, kot rečejo Francozi, vse dopustiti v imenu nekega zaslužka, procentov, provizij ali karkoli. Mislim, ti razlogi, da tle rešuje branjevce, so zelo prozorni, nekako, itak bi bila samo prva etaža, če govoriš z branjevci, oni večinoma dejansko z avti grejo nazaj domov, ker jih rabijo čez dan, njim je lažje, da pridejo, raztovorijo. Seveda je takrat malo kaotično, na videz lahko, ali pa popoldne, ko raztovarjajo, ampak bistveno manj boleče v vseh možnih aspektih, kot bi bil en tak gromozanski poseg, za katerega seveda pravijo, da v parih letih narejen, ampak ni šans. Glede na to, kako poznamo ljubljansko tradicijo takih gradbišč, kot so Stožice, etc., zelo malo šans, da bi to hitro se dalo narediti. In medtem bi seveda tržnica
zamrla tam, kjer je dejansko, to je pa ta antropološko, sociološko skupnost in družbeni aspekt, tam se družimo, tam je mesto, eden še zadnjih res vitalnih prostorov mesta. V sobotah seveda najbolj, ker meščani prihajajo, popoldne uidejo eventualno na te svoje sekundarna bivališča in tam imajo na vse zadnje proizvajalci, tisti, ki so še avtentični kmetje in to, ki živijo s tem in ki je to njihova eksistenčna baza, imajo svoje preživetje, ne, na tem sloni. In zdaj, če jim to izmakneš in daš to marketom, ne, recimo, ker pa se čakajo na to, bo ta tradicija ljubljanske tržnice, ki je stoletna, ne, nekako bo zamrla. Ne. Čeprav pravijo, da jo bo razmaknili na druge trgce, ampak to je težko zelo verjeti. In hkrati boš pa tam hodil cel čas mimo vibracij in zvoka in to, mislim, ne nazadnje turizem tisti, ki bo tle tudi pobral takratko. In to razlogi so pa seveda drugi. Ne. Od hotelov do tih, zdaj morda nima smisla odpirati, ali pa še globi, ki pa so sploh onkraj teh strokovnih razmislekov, ki pa tisti, ki so malo bolj kritični in imajo uvid v to, kako stvari laufajo tle, vidijo, kaj vse se dogaja, pa verjetno vidimo samo en del. Rečeva za konec, da si bo morala arhitektura za v bodoče kot široka interdisciplinarna veda znova priboriti svoje izvorno kulturno, umetniško in tehnično poslanstvo, namreč s katerimi od nekdaj opravljala to predano vlogo grajenja boljšega in lepšega sveta. Ja, to ste lepo povedala. To bi bila neka želja, globoka in vizija in tudi smisel te stroke, ki je vedno bila tudi poslanstvo servisa človeštvu, ljudem, skupnosti, družini. Po drugi strani seveda tudi vladarjem, tudi cerkvi, tudi inštitucijam, ki so izjemne umetnine gradili od piramid do cerkvenih kompleksov, etc. Skratka, to se je precej zgubilo oziroma je dost erodiralo že deloma v 20. spet stoletju, pa danes pa še toliko bolj. V imenu kapitala. Ja, kapital je tak priročen pridevnik, ki ga vzamem, ampak ni vedno, ne moramo ga očrniti enoznačno zgolj. Imamo tudi kulturni kapital, tisti, ki je pomemben za to, da investiramo, da se stvari razvijajo kljub vsemu, ampak zdaj tu smo pa tem uravnoteženem razvoju trajnostnem koliko. Ne narediš za 2 etaže višje stavbe tle ob Slovenski, ne, sam zato, ker boš toliko več kvadratnih metrov lahko tržil. Skratka, kapital, politika, ambicije, ta grit, kot rečejo Angleži, pohlep, ne, ta nezadržna slast okupacije recimo prostorov in črpanje pač na vse zadnje nekega profita ali pa česarkoli, slave ali ego, pač ki nekako je pozabil na stik z celoto, ne? Nekako je zaprt v ta svoj mental in odmeva v njem in misli, da je No to, pri arhitektih se pa tudi to manifestira marsikdaj, sploh pa tisti, ki pozabijo na človečnost, na to, da smo kljub vsemu tle za to, da pomagamo, da gradimo, tako kot ste rekla, pač boljši svet, to je tudi floskula, ampak da dejansko pomagamo pri dvigu bivalne kakovosti, da pomagamo pri tem, da se dediščina ohranja naših naselij, ne? Da pomagamo pri tem, da tudi, ko se novo dela, delamo čim bolj senzibilizirano, s čim bolj smiselnimi, zdravimi materiali, čim bolj povezujoče, ne? Da ena hiša kriči eno zgodbo, drugo stojita pa ena ob drugi. Tega vidimo tudi, ena ima dvokapnico, druga ima ravno streho, ena ima tak material, druga. Skratka, vse to, ne? In tu je estetika, ta globinska estetika, ne? Ki je doživetje, ne pa zgolj kozmetika, je ključna zato, ker ona vpliva na nas tudi globinsko. Ne, to sva prej nekako se malo dotikala, ta bogatstvo prostorskih povezav, pogledov, prostorskega jezika, odnosov, razmerij, materialnosti, ima globinski vpliv na nas, ki se ga premalo zavedamo. Tako rekoč bi lahko rekel, kot da zapis gre direktno v celice in one, ki vibrirajo s tem, kar doživljajo. Ne, nekako. In je to vse skrito znotraj in vse sodeluje, vse je povezano na vse zadnje, vse. In se tega ne zavedamo. In zato je ta blok pred tem, da je to pomemben del nacionalne kulture, pomemben del načrtovanja bodočnosti za nek
prostor, lahko rečemo za državo, ampak tudi za regijo, ne, za Avstrijci, Italijani skupaj, za Evropo, za cel svet, ne, je toliko pomemben. Te odločitve so zdaj na nek način na prelomnih točkah, kako bomo svet uravnavali naprej, da ne bo zdrsnil. Vidite, da je na meji tega, da zdrsne s tečajev za vsemi možnimi simptomi, ki se jih danes nismo niti dotikali, ampak jih itak vsi videvamo vsakodnevno, ne. Ki so prišli zelo daleč in zelo grozili nekaj, kar je nekoč bilo samoumevno morda. Držimo pesti. Ja, se borimo, ne samo, da držimo pesti, ampak aktivno delamo vsi na tem, tako kot ste vi zdaj povabila. Mi delamo na svoje, vsak na svojem, jaz mislim, da mora vsak na svojem področju tisti majhen kamenček v mozaiku narediti v povezovanju z ostalimi, da premikamo stvari v smeri proti temu mainstreamu, ki pritiska navzdol, mi pa se pravi proti entropiji, kolega fizik pravi temu sintropija. Profesor Osten, hvala za pogovor.